Ker recimo ti imaš avtonomen živčni sistem, tam do 15 minut, če je aktiviran, ti dvigne imunsko odpornost, če pa dlje kot 15 minut, jo pa zniža. In pa takrat plus tega se energija se pred močnim simpatikusu potegne v sredino telesa in pa imaš na periferiji, se pravi respiratorni sistem, manj energije, manj obrambe, kot da bi vojake iz zunanjih obrambnih linij povlekel nazaj v središče trdnjave, ker imaš to brand in pa se razpase in pa rukne ven. Ali lahko mogoče za tiste, ki ne vemo, razlika med simpatikus in parasimpatikus? To sta dve stanji avtonomnega živčnega sistema. Simpatično stanje je takrat, kadar smo v stanju, da moramo aktivno delovati, da nekaj uredimo, spravo boj ali beg. Parasimpatično stanje pa, ko so stvari urejene, ko smo v homeostatičnem stanju, ali pa moramo počivati od naporov, kljub temu, da nismo stvari uredili, gremo pa v parasimpatično stanje, takrat, ko ima prebavi pa Kaj je smisel, da smo mi itak skozi v homeostazi? Ne. Mislim, sistem... Naj bi bil. Narejen je, da je. Sam ni pa jasno, ker na homeostazo konstantno vplivajo različni dejavniki. Okolje, notranje stvari, sistem človeškega telesa, se pravi stari možgani, limbični sistem, je narejen tako, da pač poskuša čim bolj vzdrževati homeostatično stanje. Ni pa nujno, da smo v njem, ker pač recimo pride padec zunanje temperature, padeš ven iz homeostaze in potem mora telo odreagirati tako, da dvigne recimo pretvorbo energije v rjavi maščobi v toploto in s tem te se greje, ali pa če še to ni dost, se dvigne mišični tonus, pa ustvari več energije, pa se ti ogrevaš, ampak takrat čutiš, da ti ni prijetno. Greš iz cone udobja. Recimo, ne? To pomeni, človek je lahko tudi na daljše obdobje izven homeostaze. Ja, zato smo bolani. Če nisi izven homeostaze, ne moreš biti bolan. Ker gremo na vpliv stresa, je kaj? Stres nas daje ven iz homeostaze, pa ali hočemo iti v to, da nekaj naredimo, ali pa moramo iti v to, ali smo pa prisiljeni v to zaradi zunanjih vplivov. In pa imaš 3 stanja stresa, odpor, pa imaš prilagoditev, pa imaš pa izgorelost. In do bolezni pride, ko smo v fazi izgorelosti. To pa pomeni, da smo že dosti dolg časa iz homeostaze. To je lahko pa desetletja, če hočeš. Okay. In kaj je recimo najboljša stvar, ki lahko nekdo naredi, ki je pod stresom, recimo je izven homeostaze, ker omenil si to prilagoditev. A je to optimalen način, da se ti prilagodiš temu stresu, ali da greš, da si spremeniš situacijo, da tega stresa več ni? Katera izmed teh dveh stvari je bolj optimalna? Ja, odvisno od situacije. Dolgoročno moraš tudi Rajku imamo 4 območja. Imamo območje normalnosti, to je recimo cona udobja, ampak takrat glavnina stvari deluje na avtomatiki. Stari možgani plus podzavest furajo stvari tako, da pač je vse v redu, da smo okej. Pa imamo stanje navidezne normalnosti, ker smo prepričani, da smo v redu, da je vse v redu, pa ni. In pa nekdo, ki nas opazuje strani, reče, kaj je s temi ljudmi, zakaj tako živijo. Če pa njih vprašaš, no, super. Če par let nazaj, ki je bila taka, sem imel še trgovino, mislim, kar dosti let nazaj, pa prije gospa kolo iskat, in prav vidiš, kako tako hod, tako zategeno, trdo, prav zvijo, da je hrbet boli, In ji pa rečem, če ji pomagam kolo naložiti, ker vidim, da je boli hrbet. Mene nič hrbet ne boli. Odkje je vam ta ideja, da mene hrbet boli? A videl si, da se tako hod se držala za križ in je hodila tako, kot da ima štil gor porinjen. Ampak ona v območju navidezne normalnosti, njej
ni bilo sploh na kraj pameti ni padlo, da bi njo bolel hrbet, ker se je na to že navadila in je bila v fazi prilagoditve, ki pa ne more trajati dolg časa, dolg, neskončno, zaradi tega, ker v tej fazi prilagajanja porabljaš zasilne rezerve energije in s tem telo potiskaš v stanje vedno večje izgorelosti. Samo v določeni točki, ko ti pa zmanjka energije ali volje, potem pa recimo pride do sesutja. Recimo, primer tak je mama, otrok zboli za diabetesom tipa 1, ki je star 1,5 let. Mama mora skrbeti, ali pa starša morata skrbeti za njega, koliko ima inzulin, kaj je, koliko ogljikovih hidratov, kdaj, 20-25 na dan mu merijo inzulin, ne? In ta ženska ne zboli nikoli. 10-15 let lahko fura ta stil, ker mora, ker ima motiv zelo močen in pa recimo, ko pa otrok odraste, pa postane samostojen, ne, ali mu pozaj daje te avtomatske pumpe, ki imajo za regulacijo, ne, pa kar na lepem, ko zazna, da otrok lahko sam skrbi za sebe, se pa sesuje. In pa v 2-3 mesecih čist zboli za vsem bogom, kar obstaja. In tukaj je ta cona navidezne normalnosti, kjer ti si prepričan, da je okej, samo zaradi senzorne amnezije niti ne čutiš v telesu stanje, da nisi okej. Dokler to stanje, da nisi okej, tako postane tako sesuto, da ne moreš več zanikati tega. Takrat se pa dostikrat kar čez noč pride do poškodbe ali pa do bolezni in reče, kar iz čistega mira je prišel, ne? In takrat greš pa v cono razkroja in cono entropije. Imaš pa še vmesno cono, to je pa cona učenja ali pa območje učenja, območje rasti, kjer ti greš ven iz cone, iz območja normalnosti, ampak ne greš v preveč, pa greš v več in takrat v bistvu tam se učiš, se razvijaš in s tem razvojem lahko v bistvu enak stres kot prej preneseš boljše, ker si bolj povezan, imaš višjo učinkovitost, boljše sodelovanje med telesom, podzavestjo pa zavestjo. Pa IQ v bistvu se ukvarja s tem, da znaš definirati, ali si v območju normalnosti ali v območju navidezne normalnosti, ne? Ker če imaš senzorno amnezijo, potem niti ne veš točno, ali si ali nisi tam, ti misliš, da nisi, pa se izkaže, da si, ker ni druga razloga za kronične težave, ki jih imaš, ne? Pa greš pa se poučiš, kako biti v območju rasti, pa se izogibati območja razkroja. Greš v sintropijo namesto v entropijo, ali pa greš v območje razkroja, ko res ni druge opcije. Na tak način pa v bistvu greš iz tega stanja izgorelosti v zmanjšano izgorelost, oziroma se učiš, kako aktivirati parasimpatično stanje, oziroma učiš se, kako preprečati strah pred sproščenostjo. Ker to ima danes ogromen ljudi, recimo, ko jih, ne vem, učim dihanje na programu, prav vidiš, bolj ko umirjeno diha, bolj je živčen. Sploh ne ve zakaj. Enostavno ne more se zbrati, srbi ga, slino začne goltati, na kašelj mu gre, zehati se mu začne. Ja, tukaj je, če uskočim noter, jaz sem zdaj bil na enomesečnem IQ programu dihanja in en dan imam obiske na en skupen friend, je pri meni in meni zazvoni budilka, da se začenje ta spletni program in ga povabim zravna, da se joina. In začnemo mi z dihanjem, naredimo tako 2-minutni uvod, in potem začnemo z dihanjem in hvala Bogu, vi v uvodu poveste, kaj so lahko stranski učinki in se ta fant začne smejati, ker je imel tako od tega, da mu je takoj postalo vroče, jaz pa bila pri meni že pred nekaj časa, vse je okej, potem se uleževal na tla, začnemo dihati in njemu postane ful vroče, zehati, potiti, tako da
izkušnja, ki je kar crazy, če recimo bi jo nekdo od zunaj opazoval, ki ne moš jo pojasniti, ni logična, če nimaš nekega poglobljenega znanja o tem, zakaj do tega prihaja. V kateri coni mislite, ali pa katera cona vas bom danes stikal, ker nazadnje sem dobil komentarje, da je Vas bom tikal. da je awkward. Sem mislil, da obema govoriš. To so se že zmenila. Ja. A je to kakšna senzorna motorna? Amnezija. Strah ima. Strah. Ama? Ne, resno sprašujem, se lahko se malo pogovorimo. Da se malo sprostim. Ker v bistvu ve, kaj lahko vem o njem, ne? Aha. In zdaj, če bi mu šel vse to razlagati, bi dol padel. Ne? Strah ob spoštovanje. V bistvu ne pred mano, ampak pred resnico. Ja. In ti si... Z vijem držiš osebo bolj tako na distanci, da nismo preveč friendly, pa bi mu lahko preveč povedal in pa bi bil... Tega pa nočemo. Sploh na podcastu. Zanimivo. Pa se ti tega zavedaš, kar je povedal Aleš? Se ni nujen, da se on tega zaveda. No, se sprašujem. Ne, na tak način definitivno ne bi opisal tega. Ja. Ampak, ja. Greš iskat razlog, zakaj vika, čeprav sem mu že več kot enkrat rekel, že veliko prej, da se lahko tikava, ne? Ne tukaj, ampak tako tudi, ki je bil aktivni, ne? Ampak je tist... Ja, zanimiv. To je vpliv podzavesti na njegovo zavest. In zdaj, če ne razmišlja dobro, je ta vpliv dosti močen, da naredi nekaj, kar dejansko mu ne bilo treba. Ker podzavest pač lahko bistveno bolj vpliva na zavest, kot pa obratno. Tem je tudi problem, ker če ne bi bilo tako, pa bi pač šli. Ne deli tega, recimo, hrbeš imaš preveč napet, nehi, prostega. Ko nisi prej povedal, ne? Ampak če pa to probaš narediti... Sam pa je prvi korak zavedanje, ponavad. Ne more biti. Ja. Edin zavest lahko spremeni karkoli. Zdaj, podzavest je v bistvu tradicija, ki jo hočeš spreminjati, ker ti ne ustreza. Sam tradicijo spreminjati, pa vemo vsi, da je zelo težek del in se ne da kar tako spremeniti, ampak pa traja pa, ne. Zdaj, če se ukvarjaš pa še s telesom, z dihanjem, pa lahko z vseh koncev počasi začneš predstavljati v tebi bolj željeno smer. Da se vrnemo. Ja, moje vprašanje je bilo, katera cona je najbolj naseljena danes? Ta druga, cona navidezne normalnosti. Saj, postavite se usete se nek zraven ceste, tam, kjer veliko ljudi gre, pa jih opazujete, kako hodijo, ko grejo mimo. Pa se vprašate, so napeti, so sproščeni, zakaj zvok, ki ga proizvaja tak, zakaj v eno stran visi, zakaj v drugo stran visi, kak izraz ima na obrazu, ali ta izraz ustreza tistem, kar se trenutno dogaja, in pa prav šokiran si, koliko dejansko, jaz mislim, da v Ljubljani ne bi mogel več enega najdeti. Razen, če bi s Kočevja prišel na sodišče. Ja, to je ful podobno. Jaz se spomnim, ko sem nekaj časa živel v strogem centru, tam pri Šuštarskem mostu, in pod mojimi okni je ves čas bila masa ljudi, ki je hodila mimo. In enkrat je en komentiral, pravi, a si opazil, da je skoraj vsak drug moški danes že plešast. In od tistega pogovora naprej, zmeri, ko sem pogledal dol, sem videl plešaste moške, veš, od zgoraj dol. Ja, in lepo vidiš. Ja, no in to, kar si ti zdaj rekel, je imel zelo podoben efekt. In sicer, spomnim se, ko si prvič omenil to, da naj bom pozoren, kako se ostali ljudje premikajo. In s časoma se mi zdi, kot da sem dobil sposobnost, kot da sem spregledal še nek višji ali pa nek globin nivo, kot sem ga imel prej. In recimo par stvari je, ki jih opažam in mi mogoče grejo že malo na živce, ker včasih jih nisem pa ostalih opazil, zdaj pa jih. Eno je to, da zelo veliko ljudi baca z nogo, oziroma trese nogo med tem, kar sedimo. Recimo v pisarni,
delaš na računalniku ali pa si na sestanku, dobene potrebe potem, da plešeš z nogami in pol ljudi ali pa 1/4 se mi zdi, kar plešejo. In to je v bistvu nekaj, kar sploh ostali več ne vidijo ali pa se ne zdi nič čudnega. Dokler ne greš analizirati, okay, zakaj imaš ti zdaj potrebo, da premikaš nogo oziroma da treseš nogo. Recimo, mi smo se zadnjič pogovarjali, nekaj, kar sem tudi jaz imel, pa sem pa te opazil, je božanje po svoji levi ziziki. Levi. Levi, ja, to pomeni klemen, doskrat med pogovorom. Ker si včasih zih ne bi opazil, pa tudi ti nisi zase opazil. Ne? Si z desno roko segel po levi prsni mišici, pa se masiral. Veš, neki taki tiki, ker če nisi pozoren, sploh ne veš. No, recimo, najbolj ekstremen ali pa zanimiv primer je pa en fan, ki skupaj delamo, ker smo nekaj časa nazaj opazili, da med hojo premika samo eno roko. In to ni opazil nihče, niti on. Dokler jaz tega, on sploh ne, dokler jaz tega ne opazim. In ta fant dan zmeri, ko hodi, je še bolj awkward, zato ker nekako mu ne uspe normalno premikati druge roke in zdaj hodi tako, da da roke v žep. Ampak do tega momenta noben sploh ni opazil, da on je v bistvu precej awkward pri hoji. Dokler nisem jaz tega zdaj s pomočjo IQ-ja opazil, kaj še, da bi ta fant razumel, zakaj pride do tega, da je zakrčen pa tako naprej. Kjero roko pa? Desna. Desna. Ja, desna. Ja, desna roka je v bistvu glavni kanal za izražanje agresivnih, teh prav jeznih, recimo jeznih čustvenih stanj. In zdaj, če je on moral to, recimo, jezo potlačiti, zadržati. Zadržati v sebi, pa mora dvigniti mišičen tonus, da zmanjša spontanost gibanja. Ker zdaj, če se on bi spontano odzval, pa bi odreagiral, recimo na očeta, po 3. Newtonovem zakonu, sprav enako nasprotno reakcijo, ker bi se mu godila krivica z očetove strani proti njem, in bi naredil spontan gib proti očetu, bi v očetu zbudil pretiran odziv. Ko bi bil otrok, recimo, bi bil ali tepen, ali kregan, ali kaznovan, in pa kaj boš naredil. Se pravi, energijo proizvede, ker se odzove na tisto, kar je oče dal v njega, ne smejo pa na enak način izraziti oče, ker je oče nad njim. In pa mora zakrčati mišične določene skupine, se pravi ramenski obroč, nadlaht, podlaht, zapestje. In ko to velikrat naredi, dobi permanentno, kronično ali pa parazitski tonus na območje desne strani prsnega koša, desne rame, vrat, desna stran vratu, desna roka. In pol se to vidi pri njegovem gibanju in pol lahko rečeš, drži desno roko, kot da je v anesteziji. Pa zapraviš, zakaj bi nekdo to počel. Sploh, ker smo simetrična bitja, ki ne bi uporabljali obe roki, obe nogi podobno. Tudi mislim, ker tudi ti ne moreš po hoji pogruntati, ali nekdo levičar ali desničar, ker pri hoji uporabljaš roke na podoben način. Zdaj, če bi šel pa še naprej gledati, bi pa lahko opazil, da zaradi tega, ker desno roko ne premika, da pretirano premika desno nogo, levo pa manj. Pa je hoja še bolj, ker gre vedno v diagonalo. In pa recimo ima zaradi tega doskrat desno nogo preutrujeno. In pa, ko bi mogel narediti agresiven korak naprej, spremeniti nekaj, vplivati na nekaj, ga telo ustavlja. In pa dobi občutek, ki mu pa reče, intuicija mi je rekla, da to ni dobro, da naredim, ali pa se izogiba določenih vedenj, določenih odnosov, ker se v njih ne znajde dobro, ker ne zna pomis usekati. Ali pa če useka pomis, da je dobesedno ali pa simbolično, je ta njegova reakcija prazna, ker telo ne stoji za njim, ker ima to kronično zakrčeno in pol je ta gesta ali pa vedenje, ki ga naredi tako šejki in ga pa noben resno ne jemlje, in pa je še bolj jezen in pa to jezo še bolj potlač, blokira, zadržuje,
dokler se ne spremeni v samo destrukcijo. Ne. Ker zdaj, če ti ne deluješ na ven po 3. Newtonovem zakonu, pa moraš pa delovati na noter. In če na noter deluješ po 3. Newtonovem zakonu, prije pa noter do kroničnih bolečin ali bolezni. Tako kot, ne vem, nogometna ekipa. Ker če gledate, recimo, nogometna ekipa, če je znotraj ekipe prepiri, nerazumevanja, potikanja, spletke, kaj vem, kaj vse ne, se takim, da je res, ne, je taka ekipa slabša v napadu ali v obrambi in težje zmaga. Ne. Če pa je sodelovanje znotraj ekipe više, recimo to pri AIQ uporabljamo, da znotraj deluje po 1. Newtonovem zakonu, spravo zakonu vztrajnosti, oziroma mi mu rečemo zakon tradicije, pa so usklajeni med sabo, so pa bolj močni na ven, ali pa vojaška enota. Ne? Oni delujejo znotraj po hierarhiji, spravo noben vojak se ne sme upreti ukazu, kar pomeni, noben vojak ne sme uporabljati 3. Newtonov zakon fizike znotraj enote, na ven pa more. Ne? In zdaj, če je ta fant znotraj sebe naredil blokado, spravo sam sebi nasprotuje, se ne more izražati avtentično, ker ga je strah posledic in pol v bistvu je manj učinkovit v doseganju homeostaze z okoljem. In pol pride do najprej odpora, ki ga je čutil, pol, ker odpor ni pomagal, da bi spremenil odnos z očetom, je mogel iti ali pa z mamo, ali pa pač dajem očeta kot primer. A ste to slučajno ga zbrali, ker vem, da vi tudi povezujete desno stran z očetom, pa levo z mamo? Jaz si lahko tudi na... Lahko je tudi na sošolce, vrstnike, karkoli? Ne, ti se pa že... Prav v družini? Ti se pa že preneseno, ker se mu vzorec, ki se ga je v družini, ki ga je v družini vzpostavil, se pa prenaša pa tudi izven z družine, oziroma imate tukaj še to medgeneracijsko travmo, ne, ki se tudi prenaša iz ene družine, iz ene generacije na drugo. In recimo, ne vem, če bi njegov oče jezen na svojega očeta, pa ni smel to jezo dati ven, pa na enak način bo jezo namesto, da bi jo po 3. Newtonovem zakonu vrnil svojemu očetu, bo on rajš po 1. Newtonovem zakonu jezo na očeta prenesel na sina, ker se sin ne sme braniti nazaj. Ne? In pa bo tako šlo po medgeneracijski travmi, po generaciji dol, ampak bo z leti bo ta breme vedno večji, oziroma tudi sposobnost recimo ljudi sodobnih, da to breme nesejo, je vedno manjša. Ne? Danes imate že, ne vem, če danes sem dobil nek paket, ki je imel 15 kil in je bilo gor tak veliki znak, heavy load, pazi, kako dviguješ 15 kil. Fak, resno. Ne, to pa ja ni, ne, ali pa če hočete zaiti kupiti žaklj cementa, ki ima 50 kilski žaklj, taki, ko so bili včasih, mislim, da spo več ni. Ima 25 kilske. Ali pa če pogledate te šahte, te pokrove kanalizacijske na cestah. Ne? Zdaj ste videli, da niso več oni veliki, ampak so dve polovice, zato da ga lažje odprejo. Da se delavc ne bo, ko dvigne pokrov od jaška, ki ima 20 kil, 25 kil, se lahko kaj naredi. Zdaj delajo take, da so v trikotnik rezan ali pa na pol, da ga tako odpre, kot knjigo. Ne? In pa se vprašaš, koliko lahko zdaj te ljudje prenesejo neko breme, stres. In če na vseh koncih se to poskuša zmanjševati, po drugi strani so pa ljudje vedno bolj trdi, zaradi tega, ker ne znajo pravilno izražati svojo energijo za vzpostavitev primerne homeostaze v njih. In ker ti pa ne moreš imeti notranjo homeostatičnost, na zunaj pa ni. Lahko jo imaš, ampak je to pa pol za tebe stres. Ker ti lahko zdržiš noter 37 čez filter stopinj. mora iti, ne, moraš moraš ukrepati. Ja. Sprav, če tukaj not je zdaj koliko, 23, ne, je to taka fina temperatura, kjer naše telo z najmanj truda ohranja notranjih 36 pa pol, recimo. Ne. Zdaj, če bi tukaj če bi dal segret na 35,
bi mi mogli se bolj truditi, da bi ohranili 36 ali pa 37 stopinj v telesu, kot pa zdaj. Ker pomeni, da bi na nas okolje vplival in če se mi ne bi mogli odzvati z primernim hlajenjem, za kar pa porabimo spet energijo, ne, bi se začeli počutiti vedno slabši in če bi nam, ne vem, se temperatura dvignila na 38 pa pol, bi že počutili, rekli, da smo bolani. Ali pa obratno, če je hladno. Ne. Zdaj, če ti s svojimi čustvi v obliki energije ne moreš primerno vplivati na okolje, potem greš v kronično neravnovesje z okoljem, ki se pa prenese v kronično neravnovesje znotraj telesa, ko ti izgubiš energijo, da vzdržuješ. Na nek način recimo, kot da ti zmanjka elektrike, benzina, ja. Ali pa če bi bilo vroče, odzunaj zdaj poletje 38 stopinj, ti imaš klimo, jo prižgeš, not imaš 23, super mi je, noč mi ni hudega. Elektrike zmanjka, predstavljajte si, da v vročinskem valu zdaj zmanjka za en teden elektrike v Ljubljani. Koliko ljudi bi imeli resne zdravstvene težave zaradi tega, ker ne bi klime delale. Ali predstavljajte si Dubaj brez klim. Ali bi oni lahko furali tak lifestyle, ki ga imajo zdaj, če ne bi nekdo leta nazaj pogruntal air conditioning. Bi Dubaj bil še zmeri kaj? Nič. Pač tako, kot je bil puščava, ne? Ja, in kako, ful mi je bilo zanimivo to, kar si rekel, zanima me tudi za to tresenje noge, recimo, ko je človek sproščene stresa. On mora, da ne znori, da ne izbruhne, porablja energijo z nesmiselnim dejanjem. Ali pa recimo trop na križišču, če ti ne speleš takoj na zeleno, v tisti sekundi je že od zadnje na trobi, ker se sprošča. Ni on jezen na tebe, ampak v bistvu jezo da na tak način ven, da ne znori na unga, na katerega je v bistvu res jezen. To je tresenje. Sprav, ker sistem, če hočemo ali pa nočemo, teži k homeostatičnosti in če mi ne znamo poskrbeti za homeostatičnost z okoljem ali pa ne moramo, mora pa telo na drugačne načine to energijo porabljati ali nas pa ustavljati, da ne moramo živeti na tak način. Ker pomeni, pa zbolimo na tak način, da zgubimo energijo, da smo, ne vem, tudi COVID, ne, vam vzame kaj, ne, umiri vas, v bistvu vas polož na hrbet in ne morete tudi dihati, ne morete, ne, se pravi, ampak kon se pa dogaja se ljudem, ki so dejansko prekurjeni, ki imajo več različnih kroničnih bolezni, kar pomeni, da že dlje časa živijo preko svojih dejanskih zmogljivosti. Ampak to, da sem jaz dobil COVID, pa da me ni čist, kako bi rekel, sploščil, da nisem obležal, ne, je vseeno nepovezan s tem, kako jaz živim. A bi se strinjal s tem? Ne. Ali ta človek živi v homeostazi, živi najbolj optimalno, recimo damo enega popolnega človeka iz tega vidika, on ne more dobiti COVID-a. Mislim, COVID je bolezen, ne, ampak lahko koronavirus v njemu. Dobi ga, sem na njega ne bo bistveno vplival. Ali pa bo prišlo do manjšega disbalansa, ali bo pa rekel, da je asimptomatski oboleli. Zdaj, bolj, ko je pa nekdo že izven ravnovesja na splošno, sploh če je recimo po IQ-ju letalo, se pravi, da ima povišen notranji pritisk, ne, taka oseba ima že tako problem z vdihom, ker ne more vdihniti kvalitetno, ker ima previsok tlak v trebušni votlini. In pa trebušna prepona ne more iti dol, je za njega vsak vdih izziv. Pa dobi pa še COVID, ki sesuje že tako dihanje, ne, je pa že preveč. In pa lahko pride do takih obolelosti, da morajo iti pol na intenzivno oddelek in tako naprej. Ne, ker lahko je tudi, recimo, poznamo zdaj primere, že nekaj časa to traja, ne, eni zbolijo zelo, eni malo, eni sploh ne občutijo, ampak verjetno je tudi nek del tega genetski, se pravi, da ni povezan s tem, kako jaz živim ali pa kakšne travme imam. A bi se strinjal s tem? Del je genetski, velik del je pa epigenetski. A bi lahko procente dal, ne? Je veliko večji ta epigenetski.
Ja, mislim, da ja. Oziroma po izkušnjah, ki jih imam pri strankah, recimo, definitivno je način, na kakega je on sposoben vplivati na sebe, pa na okolje, da je bolj ali manj uravnovešeno, ali se začuti, da ima dost, ali se začuti, da je šel ven v cono razkroja, pa se ustavi, se umakne, ali ga mora pa bolezen postaviti v tisto. Ker ko smo dlje časa v coni razkroja, se pravi, ko pretiravamo, pa se more priti do kaznovanja z vidika zakona časa ali pa zakona o ravnovesju, se pravi gravitacije, da če smo iz ravnovesja ali pa če gremo prevečkrat, predaleč, premočno, nas bo sistem postavil na realna tla, ker takrat bo telo izgubil toliko energije ali pa se bo toliko izčrpal, da ne bomo mogli več normalno funkcionirati in takrat zbolimo. Za katero bolezen je pa pač čisto odvisno od vsake posamezne situacije, tako kot tudi COVID. A imaš ti, Klemen, kak tik, ki si ga recimo prepoznal? Ne, ampak hotel sem še nekaj vprašati, kar mi je bilo zelo zanimivo, grizenje nohtov. Ljudje, ki recimo dostikrat vidim na letalu, ko se nič ne dogaja, ljudje začnejo kar sebe jesti. Pa sem vedno se tako spraševal, tudi tako čisto laično se mi zdi ena taka živčnost tudi, da se nekaj dogaja. Umirjanje. Uporablja energijo, se pravi, zaposli zobe, da ne renči, da ne grize, sprazni energijo, ki jo dobi v območje ust, da bi jo dal ven skozi pogovor, ali pa govorjenje, ali pa kričanje, ali pa karkoli. Po drugi strani si pa še kremple, da nima kremplov. Zdaj, če hočete vi nekoga popraskati, ali pa da, če nekoga videti ne morete, bi mu najraje oči ven spraskali. In če nimaš nohtov, je težji. Se pravi, tvoj grip, ko nekoga primeš, je tudi od tega odvisen, koliko nohtov imaš. Zdaj, če nohte ful pogrizeš, sam se pomejiš svojo agresivnost pri vplivanju na druge. Se pravi, podzavestno si orožje vzameš. Ja. Ko bi, ne vem, kom režejo kremple, kjer je živali, mačkom, ne, mislim, da ne. Tudi. Ja, psom, mačkom. In kaj pa on zgubi s tem? Del svoje agresivnosti. Zdaj, ko vam pes, s krempli popraska parket, kaj je to? To je v bistvu vpliv na parket skozi 3. Newtonov zakon, se pravi, in pol dela nered, recimo v stanovanju, in pol, če mu to porežeš, ga ni več. S tem si pa na njega vplival, da ni več tak, kot bi naravno mogel biti. In lahko rečeš, da je to, če gledaš tega konteksta, podobno kot ta fant, ki je desno roko imel imobilizirano. Zato, da zmanjša neželjen vpliv sebe na okolje, v katerem živi oziroma deluje.